Živa. Petek popoldne in jaz sem glih dobro zaključil službo, oziroma majčkeno lažem, no. Zaključil sem kakšne pol urce nazaj, zdaj pa vse skupaj pripravljam za jutri, za dirko, pa za snemanje, pa za to, da grem v bistvu zdaj še ven hitro noge ugret. Ker, ja, kakor ste videli, me čaka nova dirka. Alpe Gran Fondo. Aha, ja. Se ne vem, kaj je boljša, da je dirka v soboto ali v nedeljo. Tukaj bi se po moje kar dal zgovarjati, ker če greš na dirko v soboto, imaš pa v nedeljo, ko si zmatran fraj, pa se fajn spočiješ. Po drugi strani imaš pa prav en dan v petek, cel dan v službi, pa si ves živčen, ko zjutraj greš pa dirkat v bistvu. Tako da, se ne vem, kaj je boljš. Malo napište v komentarjah, ker tukaj je po mojem vsak čist različen mnenje, pa se da kar zgovarjati, no. Povejte. Kakorkoli, zdajle grem ven, pridem nazaj, pa majčkeno več povem, kva se dogaja, kva me čaka. Vse v te zvideli. Gremo. Lej tole. Čist frišne. Tista ta stara je bila že kar fajn znucana, je šla proti koncu, tako da nisem upal riskirati in sem jo šel danes pred dirko rajš zamenjati, ker če pa kakšna stvar, za katero mislim, da ne smeš parati, so pa to siguren gume, ker to je edina stvar, ki te drži na cesti, tako da če vidite, da grejo proti koncu, rajš zamenjajte. To je to, sonce, grem noge ugret. Tokrat sem že to rekel, pa še kar nisem šel. Zdaj pa res grem. To je to, 1 urca, lepo na easy. Res, čisto se ne par intervalčkov vmes glih toliko, da noge majčkeno začnejo delati, da se pripravijo na jutri, ampak načeloma je bilo čisto na easy. Zdaj pa grem domov, nekaj pojem, pol pa vse do konca pripravim. Takole, kolo je pripravljen, menjalnik se fila, pa power meter tudi, pa tamle imam tudi že vse pripravljeno, da samo v avto nabašem. Majčkeno več je trajalo vse skupaj, kakor sem pa mislil, da bo, zdaj čist po neumnosti, ampak živemu človeku se vse naredi, bi moja mama rekla. Čakaj, tole odložim pa vse povem. Kva sem naredil? Ko sem samo še gume muzal nafilati, sem pri ventilčki ga nekaj stral in sem ta zadnjo zračnico preluknil in sem mogel vse zamenjati. Tako da ja, jaz tega ne delam velikrat in mi je pobral kar dosti časa. Pa živcev več. Kakorkoli zdaj mi je ratal in je kolo pripravljen, vse je pripravljen, ura je pa pač preveč. Tako da bom zelo hiter. Gran Fondo Alpe. Eden izmed težjih maratonov pri nas, se pravi 130 km, pa majčkeno več kot 2000 višincev. Kar ni tako simpel. Bojo 3 prelazi, prvi je iz Kamenka se gre gor na Črnivc, pol je Pavlič, pa še Jezersko. Ko se enkrat na Jezerskem, je to že kar zmaga, no. Čeprav je tudi varka, ponavadi se pol tudi po ravnini pa po klancu dol nažiga, tako da je treba vseh 130 km odpeljati kar na polno. Zato ne bo simpel, ampak sem priden s treningi, tako da mislim, da lahko kar dobro odpeljem. Plan imam, kako bi lahko odpeljal tudi s temu novemu trenerjem, ki delava skupaj, vse boste zvedeli. Imava plan, spisan, zdaj nekaj na papirju, nekaj pa to, a lahko to jaz prenesem na cesto, pa v pedale, bomo videli. Ura je 15:11, ja, 15:11, prav ste slišali. Zdaj grem pa samo še spati, zato da bom jutri spočit. In to je to, mi se vidimo jutri zjutraj, gremo gasa v Kamnik pa na novo dirko. Ajde! Takole, zdaj moram pa samo še prijave najdeti. Je pa že zjutraj res toplo, več kot 20 stopinje, tako da predvidevam, da bo med dirko kar vroče. Bomo videli. Zdaj pa ja, poiščem, kje dobiti številko. Majčkeno lutam.
Ja, številko imam. Mi je pa všeč to, da ni ta velike cifre, ki jo moraš na dres pripeti, zato ker s tistim se mi zdi, da sam dres uničuješ. Najprej veliko denarja daš za majico, pa s tistimi prponkami vse strgaš, tako da nima smisla. Tako da to je kar super, se mi zdi. Zdaj se grem pa pripraviti. Počas bom tudi vedel, kje sem. Takole, evo, jaz sem pripravljen, kolo je tudi prištiman, zdaj pa bom šel počas že kar pred štartu. Kar nekaj časa sem letos razmišljal o tem, ali bi šel dirkat na Franjo ali Alpe in na koncu sem se odločil za Alpe. In če sem čisto iskren, mi tudi majčko ni žal, ker tole je bila ena izmed mojih boljših dirk. Tako kot sem omenil, sem se dirke lotil s planom, ki ga je postavil trener. Zdaj tukaj na hitro lahko razložim, da sem že do zdaj imel nekoga, ki mi je pisal treninge, dobro sva sodelovala in tudi napredek se pozna. Sem pa zdaj dobil priložnost delati z nekom, ki ima mogoče še majčkeno več izkušenj, to je Blaž Debevec, ki je tudi trener in športni direktor pri Pogi timu. On mi je tudi pripravil tale plan. Zdaj, malo več o treningih pa v kakšnem drugem videu, ki ga bova posnela skupaj z Blažem, po moje bo super dodana vrednost tudi za vas, ki boste dobili kakšno strokovno mnenje in razlago. Zdaj pa gremo na dirko. Štartov sem v ospredju. Prvih par kilometrov je potekala zaprta vožnja in ko smo prišli mimo vseh nevarnih odsekov, se je dirka uradno začela. Kar nekaj časa je bil tempo dokaj normalen in je tudi skupina ostala skupaj. Ko so spredaj dal po gasu, je skupina začela razpadati in čas je bil, da se držim plana. Plan je bil, da v prvi klanec na Črnivc, ki ni prav strm, koristim čim več zavetrja in da na vrh prgonam s kakšno skupino, ki bi mi pol pomagala čim hitreje priti do Pavličevega sedla. Na vrh smo prišli dosti razpotegnjeni, kar ni bilo glih najbolj idealno in do konca spusta sem nujno mogel dobiti eno hitro skupino, s katero bi sodelovali. Zdaj, odločil sem se, da bom probal narediti en hiter spust in z majčkan sreče ulovim kakšne hitre kolesarje, v primeru, da na konc spusta pridem sam, pa počakam na kakšno skupino, ki je za mano. Spust sem odpeljal kar solidno, v daljavi smo pa tudi zagledali eno malo večjo skupino in hitro smo jo ujeli. Zdaj zaenkrat je šlo vse čisto lepo po planu. Upal sem samo, da bo skupina hitra in da bomo vsi lepo sodelovali, ker do spora na Pavličevo sedlo je bilo več kot 20 km false flata, na false flatu pa zavetrje še kako pride prav. Hitro sem opazil, da smo vsi pripravljeni delati in moram pohvaliti čisto vse v skupini. Nobeden se ni šparal in vsak je oddelal svojo smen, tako kot se zagre. Kot Pavliču smo leteli kot hitri vlak. Zdaj pa poglejmo še, kaj je napisano v planu. Pred nami je bil najtežji vzpon na dirki in ključno je bilo, da do tja pridem še kakor toliko v redu in ne preveč zakisen. Ker sem bil pa v kar močni skupini, počival glih nisem. Tudi v zavetrju sem mogel držati kar dobre vate,
In iskreno, majčkar me je bilo strah, kaj se bo zgodilo na klancu. Smo pa vsi res dobro sodelovali in bil je čisti užitek. Prišli smo do razpotja med dolgo in kratko traso in v veliki večini smo ostali na dolgi, kar je bilo perfektno. Klanc je bil zdaj zares blizu in vsaka to moči, ki ga prišparaš, je veliko vreden. Za klanc je bil plan, da ga odpeljem blizu FTP-ja oziroma da moč prilagodim po počutju. Zdaj, tempo je bil že do tukaj kar hud in klanc na Pavliča je bil nekak prelomna točka, ki bo pokazala, ali me bo zakisal ali bom raztural. Naša super skupina je razpadla že v samem začetku klanca, vsi smo se ga lotili nekako s svojim tempom. Sam moram reči, da sem se počutil odlično in šel sem kar dober. Ko sem šel na klanc, sem res odmislil čist vse, pritiskal sem na pedala obrat za obratem. Sem pa cel čas skrbel, da sem vase spravil zadosti hidratov v obliki gelov in tekočine. To je bila po moje kar ena izmed ključnih stvari, ker je bil res vroč dan. Zdaj, ni bilo prevroče, ker smo bili v hribih, ampak še vseeno je pa švic tekel v potokih. Zato sem poleg vsega naštetega na vsake tok vase vrgel tudi kakšno kapsulo soli. Voda, prosim, Na meji sem dotankal bidone, zdaj vedel sem, da enkrat bo to treba in prej ko to naredim, prej bom lahko brezskrbno poganjal do konca. V planu mi je pa Blaž napisal tudi to, da na meji še ni čas za počitek in da je pred spustom na vrsti še nekaj razgibanega terena. Zato sem vedel, da bo treba še malo pritisniti. Ko sem prilezel do vrha, se je odprl res lep razgled, žal pa nisem imel prav preveč časa gledati naokoli, ker je cesta čist razsuta. Zato sem se tudi spustil lotil s kar veliko rezervo. Na koncu spusta sta me ujela Blaž iz Virtuslo in še ena kolesarka in skupaj smo se lotili še zadnjega vzpona na Jezersko. Ta vzpon pa dobro poznam, ker sem z motorjem res velikokrat odpeljal te ovinke. Zavedal sem se pa tudi, da bi bilo fajn imeti na vrhu vzpona kakšno večjo grupo, s katero bi pa lahko sodelovali do cilja. In tudi v planu je bilo zapisan nekako v tem smislu. No? In kakor da bi se vse skupaj res poklopili, sem v daljavi zagledal v naslednji serpentini večjo grupo kolesarjev. Grupo imamo spet. Če jih ujamemo, smo zmagali. Imeli smo dober tempo, tako da sem bil prepričan, da jih bomo ujeli brez problemov. In to smo tudi naredili. Ujeli smo jih lepo postopoma, nismo nič pretiravali, tako da tudi energija ni šla v nič. Se je pa pol tempo, ko smo jih ujeli, se mi zdi, da majčkeno dvignil. In vedel sem, da moram na vrh priti v tej grupi, tudi če bo pekel, tudi če bo bolel, je treba stisniti pa potrpeti, ker bo pol poravnem ves ta trud poplačan v obliki zavetrja.
Zadnji vzpon je bil za mano in odpeljal sem ga odlično, s konstantno in kar lepo močjo. Od tukaj naprej gre pa zdaj cesta nadol in več ali manj po ravnem. Bil sem v veliki skupini in točno to sem tudi hotel. Noge pa tudi za čuda zaenkrat še niso protestirale, tako da perfektno. Sledil je hiter spust z Jezerskega v dolino. Spet sem imel srečo in smo cel čas kar dobro sodelovali. Proti koncu se je pa mogoče vseeno majčkeno poznala tudi utrujenost in tudi tempo ni bil več tako hud. Zdaj do Kamnika nismo imeli več prav daleč, zato sem že razmišljal o moji naslednji potezi. Sprint ali pobeg, kaj narediti. V planu sta bila samo te dve opcije. Zdaj, če si zmatran, se skriva v skupini in šprintaj, če pa še kaj v nogah, pa probaj napasti tam 5 km do cilja. Vedel sem, da so na cilju kocke in nisem mogel nobene želje šprintati po njih. Nekaj časa sem še razmišljal in odločil sem se, da probam. Kaj pa je lahko najslabše, kar se lahko zgodi? To, da me ujamejo, pa še vseeno probam šprintati. To je to. Tam 3 km pred ciljem sem na Vahuju zamenjal na stran z vati, postavil sem se čist na levo stran, da za mano ni bilo nikogar v zavetrju in pritisnil sem, kar je še dal. Po parih sekundah sem pogledal nazaj in opazil sem, da nobeden ni šel za mano, kar je bilo perfektno. Še vseeno je bilo pa treba zdržati hud tempo do konca, tako da samo glavo dol in gasa. Cel čas sem majčkeno spremljal, kaj se dogaja za mano, ampak nikjer ni bilo nobenega. V cilj sem se pripeljal sam z 19 sekundami prednosti. Moram reči, da je bil tole kar eden izmed mojih najboljših momentov na kolesu, res, užival sem na polno. Na koncu sem zasedel skupno 46. mesto in Gran Fondo Alpe sem odpeljal s solidnim časom 3 ure 54 minut in 12 sekund. Dan je bil kar popoln. Takole, jaz sem pa avtu, mislim, kaj ne rečem, tale dirka je bila moja najboljša dirka do zdaj, siguren, tako bom rekel. Nobenih krčev, sicer vmes so bili znaki, da zna biti krč, ampak sem glih ta prav čas jedel, pil, tako da se je vse šlo brez krčev. Tudi cajt spodoben, vsi plani nekako, ki so jih s trenerjem naredila, so se poklopili in kaj ne rečem, tale napad na koncu je bil samo še češnja na torti, rekel se mi kar smeje. The best, to je to. Zdaj na koncu tukaj na prizorišču sem si še zmasiral noge, zato ker je bila tudi opcija, da so imeli masažo, da jutri na oglih čist trde. Nisem snemal, ker sem v kamero fiksno na kolesu, tako da ja, to je pa to. Zdaj šibam domov v drug del vikenda še s familijo. In ja, če ti je bil video všeč, se naroči na kanale, da se še vidimo. Ajde, živ!